Dobar dan vsem. Rešimo polinomske enačbe višje stopnje s pomočjo deliteljev koeficientov. Naprimer, rešimo to. In torej, moramo gledati delitelje znanega člena minus 6. Kateri so delitelji od minus 6? Plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6. Tudi z predznakom. In sedaj, če ta polinom, ta enačba ima cele rešitve, so v tej množici, so ena izmed teh. Če nobeno teh ni rešitev, pomeni, da ta enačba nima celih rešitev. Torej, zdaj moramo poskusiti zračunati polinom v teh vrednostih in iščemo, kdaj dobimo nič. Polinom v1 je lahko vse potence od x so 1, 1 plus 2, minus 3, minus 6. Nas zanima samo, kdaj pride nič. Torej, tukaj ni treba zračunati točno. Vidimo, že minus 3, minus 6 je minus 9, tukaj nimamo plus 9, torej to ni nič. Polinom v minus 1, še en trik. Ni treba spet vse zračunamo, ko računamo polinom v eni vrednosti, v vrednosti z minusom, spremenimo predznak samo tistim členom, ki se nanašajo na lihe potence, x na tretjo, x na prvo. Samo to in to, tem menjamo predznak, minus 1 plus 3. Ostalo pustimo kot je. Vsekakor minus 1, minus 6 je minus 7, torej tukaj ne pride, ne dobimo nič. Polinom v 2. Torej, zato da bomo rabili ta trik, računamo člen za členom. Vsak člen posebej. 2 na tretjo je 8. 2 na drugo je 4. Krat 2 je 8. Plus 8. Minus 3 krat 2 je minus 6. Minus 6. In tukaj 8 plus 8. Minus 6 ne dobimo nič. Sedaj, polinom v minus 2 spet menjamo predznak členom, ki pridejo tukaj tem ki pridejo iz tretje in prve stopnje. Tukaj napišemo minus 8, tukaj plus 6, tukaj prepišemo plus 8 minus 6 in tukaj zares minus 8 plus 8 plus 6 minus 6 je enako nič. Torej smo dobili prvo rešitev. Ta minus 2 je nična polinoma, je rešitev te enačbe minus 2. x1 je minus 2. Torej sedaj izbrišem. x1 je minus 2. Sedaj rabimo Rufinovo pravilo, 1 krat x na tretjo, 2x na drugo, minus 3x, minus 6. Tukaj damo ničlo polinoma, ki je minus 2, tukaj zmeri nič, 1 plus nič je 1, minus 2 krat 1 je minus 2, 2 minus 2 je nič, minus 2 krat nič je nič, minus 3 plus nič je minus 3, minus 2 krat minus 3 je 6, tukaj so niči, kot mora biti, tukaj je x na tretjo, je tretja potenca, torej tukaj bo druga potenca, je enkrat x na drugo plus nič x, minus 3, in to postavimo, da je enako nič. x1 smo ga že imeli, tukaj bomo dobili x2 in x3, vsekakor ta je lahka, je dovolj, da peljemo na drugo stran tisti 3, torej minus 3 gre na drugo stran, postane 3, x na drugo je enako 3, lahko že dobimo rešitve, rešitvi x2, x3 je plus minus koreno 3. Torej, smo dobili vse 3 realne rešitve, kakšenkrat lahko je tudi samo ena realna rešitev, vsekakor smo dobili vse rešitve. Sedaj rešimo tistega drugega. Razlika bo, da tam bomo iskali ne samo možne cele ničle, ampak možne racionalne ničle. Ničle polinoma, torej rešitve enačbe. Torej, kot prej gledamo delitelje znanega člena 5, ki so plus minus 1 plus minus 5. Sedaj, z razliko od prej, dodamo še delitelje koeficienta najvišje stopnje. Delitelji od 3 so plus minus 1 plus minus 3. In sedaj sestavljamo ulomke, kjer tukaj vzamemo števce in tukaj imenovalce. Števce vzamemo od deliteljev znanega člena, imenovalce od koeficienta najvišje stopnje. Torej, plus minus 1 ulomljeno plus minus 1 plus minus 1. Plus minus 5 ulomljeno plus minus 1 je plus minus 5.
plus minus 1 ulevnja plus minus 3 je plus minus 1/3, potem imamo plus minus 5/3. Pri prejšnji vaji nismo tega napravili, enostavno, ker tukaj koeficient na višje stopnje je bil 1 in tukaj bi morali samo deliti s plus minus 1, se ne bi nič ne spremenilo. Torej, tisto, da smo imeli prej samo možne cele ničle, so bile v resnici tudi možne racionalne ničle. Ne bi dodali ničesar, ker koeficient od x/3 je bil 1. Sedaj, moramo poskušati te vrednosti, polinom v 1, vse potence od x postanejo 1. Torej imamo 3 minus 1 minus 15 plus 5, minus 1 minus 15 minus 16, ne pridemo na nič. P v minus 1, kot prej, menjamo samo tukaj, ki je tretja stopnja in prva stopnja, lihe stopnje, tukaj menjamo, torej tukaj je minus 3, tukaj je plus 15 in ostalo prepišemo. 15 plus 5 je 20, tukaj ne dobimo nič. Polinom v 5. Računamo člen za členom. 5/3 je 125, 3 krat 125 je 3 krat 100 je 300, 3 krat 25 je 75. Minus x/2, minus 25, minus 15x, minus 15 krat 5, 3, ki imamo 150 deljeno 2 je 75 plus 5. In tukaj minus 25, minus 75 je minus 100. Tukaj ne pridemo na plus 100, torej to je različno od nič. Polinom v minus 5. Torej, menjamo predznak temu in temu, tisti, ki pride od x/3 in od x/1. Minus 375, tukaj je plus 75, minus 25 plus 5. Minus 375 minus 25 je minus 400. In tukaj ne pridemo na plus 400, torej spet različno od nič. Sedaj bomo računali polinom v 1/3. Člen za členom. Torej, 1/3 na tretjo je 1/27. S tem 3 imamo 3/27, ki delimo zgor in spodaj s 3. 3/27 je 1/9. Minus 1/3 na drugo je 1/9. Minus 15 krat 1/3, 15 deljeno 3 je 5, minus 5 plus 5. In tukaj 1/9 minus 1/9 minus 5 plus 5 je enako nič. Smo dobili prvo ničlo. x1 je 1/3. x1 je 1/3. In sedaj bomo finilo pravilo 3x/3 minus 1x/2 minus 15x plus 5. Sem damo 1/3, ki je ničla polinoma. Tukaj je zmeraj nič. 3 plus nič je 3, 1/3 krat 3 je 1, minus 1 plus 1 je nič, 1/3 krat nič je nič, minus 15 plus nič je minus 15, 1/3 krat minus 15 je minus 15 deljeno 3 je minus 5, tukaj se uniči, to je bilo tretje stopnje, to je druge, 3x/2 plus nič x minus 15 je enako nič. Sedaj ta minus 15 nesem na drugo stran. Nasplošno boste morali rešiti tukaj enačbo druge stopnje s formulo, samo v tem primeru je lažje, naredimo bolj na kratko. Torej, ta minus 15 na drugo stran postane 15, delimo s 3, x/2 je 15 deljeno 3 je 5, x1 že imamo, zdaj imamo x2, x3 je plus minus koren od 5, ker x/2 je bilo 5. Torej, tako, smo dobili vse tri rešitve, kakšenkrat nimamo treh realnih rešitev, imamo lahko samo eno, vsekakor za polinome tretje stopnje. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala!